Vodnica službenega psa Jasna Litrop Mulec. Naj povem, da je to ena izmed 3 policist vodnic službenega psa in smo naši posebej ponosni, da imamo eno izmed teh 3 policist tudi mi. Jasna Litrop Mulec, tu je že lahko vidite, stopa na prizorišče z njenim službenim psom Zen, da ne bo pomote, ja, to zaploskate, da ne bo pomote, ne gre za mešančka ali pa za mladiča nemškega ovčarja, dosti ljudi to zamenjuje, gre pasmo belgijski ovčar, za splošno uporabljamo predvsem pasmo nemški ovčar, belgijski ovčar in pa nekoliko redkejši so rottweilerji. Ker je naše delo naravnano na urbane sredine, se pravi, mi upravljamo predvsem opazovalno in patruljno delo peš s službeni psi na premenjenih območjih, zato je potrebno, da so naši službeni psi tudi vodljivi, drugače se ta vodljivost upravlja tudi brez povodca, danes zaradi varnosti se bo to upravljalo s povodcem. Se pravi, službeni pes hodi ob levi nogi vodnika, mora biti pozoren na dogajanje v okolici in pa na samega vodnika. Tu se da lahko vidimo vajo odlaganje na prostor, kar pomeni, policijska je med gibanjem službenim psu ukazala prostor, kar za njega pomeni, da se vleže in počaka vodnico do njenega prihoda. Sledi nekaj motivacije, lahko vidite, gre za živo bitje, ki ima tudi nekaj treme. Ja, naj med tem, ko upravljata te vaje, povem, da je Jasna prav tako dobitnica priznanja policije in sicer medalje za požrtvovalnost. Jasna je v zimskih dneh, ko je se vračala iz službe, temperature so bile visoko pod ničlo, opazila občana, ki je pomanjkljivo oblečen, taval po vasi, šlo je za dementno osebo, Jasna ni oklevala in mu takoj preskočila na pomoč, ga odela z odejami in poklicala nujno medicinsko pomoč. Z njeno pomočjo, treznim razmišljanjem in posredovanjem je občanu rešila življenje, za kar si je zaslužila že omenjeno priznanje policije. Ja, kar hrabro, tu so prvi začeli ploskati, lahko še tudi drugi zaploskate. Ja, seveda. Po vsako uspešno upravljanjem delo, tudi nagrada. Za našega službenega psa je to v tem primeru klobasa, kot mi imenujemo to igračo, se pravi igra z to klobaso, seveda za policijsko pa dobra plača. Hvala kolegici Jasni za prikazano vajo. Sedaj pa sledi naslednji dinamični prikaz. V tem prikazu se bodo predstavili pripadniki mobilnega kriminalističnega oddelka. Naj povem, da gre za oddelek, ki deluje v sklopu sektora kriminalistične policije, policijske uprave Murska Sobota. Ta oddelek je bil ustanovljen leta